Zgodbe so bile razno razne, ja. Da spijo v vodi med podganami, ne vem kaj še vse, ne? Ja, ni bila lepa, tudi v Indiji so bili podobni zapori. Samo v Indiji je lažje, ne, čim se majčkeno z jogo ukvarjaš ali z meditacijo ali poznaš kakšnega puščavnika, potem takoj navežeš to na to misel in ljudi dobijo en spoštovanje do tebe. Bi rekel si, prva taka postaja je bil Istanbul, ne? Tam je bila nekakšna prva Meka. Istanbul je znameniti pudding shop in pa Jener, ne, zdaj to je samo stari popotniki bojo poznali ta imena. Torej, tam je bila oglasna tabla, na tisti tabli si lahko pol napisal vse svoje potrebe, jaz sem tudi napisal, potujem z majhnim otrokom, bi delil stroške bencina. No, pa s tistega ni bilo nič, spomnim se samo tega, da sva šla z ženo potem v hotel, ne, in to je bil zanikrn hotel, smo bili brez denarja. In malo sva pozornost nam je popustila do otročka in hop, ta mala lepo gre do koša za smeti. In lik sva jo zalotila, kako je polna usta imela one svinjarije, ki so sami bacili skakali, jaz sem že zlatenco videl in vse te bolezni. No, in sem rekel, Jezus, mislim, konc, gremo domov, mislim, tole ne bom prenesel, ne. Mislim, žena je bila dovolj čvrsta, pa rekla, ne, da smo tako daleč prišli, gremo naprej, ne. In je pravzaprav ta vera me še bolj dodatno prepričala. In res smo šli naprej in brez problemov smo eno leto skoraj popotovali. Pa tudi na vlaku praviš, da si imel peripetije s svojo hčerko, ne? Ja, to so bile zanimive potovanje je bilo iz Delija do Madrasa, ne. Se pravi, z enega konca Indije na drug konec Indije, to je skoraj 4000 kilometrov. In pa smo se zelo slabo založili z vsem, in s hrano in z pijačo. In na začetku potovanja je hčerka dobila neverjetno drisko, tisto totalno drisko, tako da je imela sva pa samo 3 plenice, ne. V eno se je pokakala, eno sva glih spirala, tam smo imeli nekaj vode, ta tretja je pa plapolala na tisti ograji, tisti rešetki od okna, ne. Tako so potem 3 dni in 3 noči smo kolobarili s 3 plenicami. Kakšnih pampersov še ni bilo takrat? Pampersov ni bilo, ne. V glavnem smo prišli do Madrasa in tisti je bil kot v Madrasu, vročina totalna, po dnevu vroče, po noč vroče. Tu šla že brez denarja, zmenjeni smo bili z domačimi, da bojo poslali pošta restante denar, ne, tako potem sva vsak dan hodila na pošto, tisto pisma prebrklava, se spomnim, pa pod A, pa pod B, pa pod C, pa pod Š, pa pol sem že nisem verjel poštarju, da ni pisma in sem kar vzad za šank šel in sem sam vsa pisma pregledal, ne, in spet nič, ne, in kje bi pa živela, ne, in potem so nas sprejeli obupani in razžaljeni. Torej, te ljudje, ki živijo na pločnikih, jaz sem jih imenoval pločnik people. Oni se rodijo na pločniku, živijo na pločniku in umrejo na pločniku. In tisto s časopisom pokriti in ponavadi nekakšni železniški postaji, ne? Železniški postaji, svet. Tam sva dobila svoj košček pločnika in zvečer, ko so možavi prišli domov, recimo so bili to rikša driverji in pa take poklice, ne, so ti svoj zaslužek prinesli, smo imeli skupen kotel, smo se skuhali, in potem smo skupaj dobili vsake dobu nekaj za jesti. Ja, so delili z vami? Delili, torej sprejeli so nas in res tisti, ki nič nimajo, te so nas preživljali, ne. Tako da potem, ko je pa nekega dne pa prišlo pismo, ki je bilo res, tako je bilo zgarano, ko bi prišlo ne iz katere bitke, totalno scufano, ne. In ko sva odprla tisto pismo, je bilo noter $200, mislim, sem rekel, skozi koliko rok je še teh $200, pa nobenih ni pogruntal, ne. Tako so bili res namenjeni nama. In vse, potem smo šli pa na tržnico in sem nabavila sva to hrano, sva komi nosila, ne, in na pločnik. In seveda sva skuhala domače jedi, sirove štrukle in pa žgance in take reči, tako da so oni čisto dol padali za slovensko kulinariko, ne. In sta nazaj, torej povabila vse tiste, ki so vrnila sva, ja, seveda, vrnila sva. No, krasno. Za trenutek si bo vzela malo odmora, pa spet poslušala malo indijske glasbe, potem greva pa naprej s temle pogovorom.